predstavljam našega člana, da boste vedeli, veteranske organizacije, drugače pa profesor na Univerzi za upravo, no, bivši, ja, da se sicer drugače imenuje, v enem pa zaslužni profesor, to je, ne vem, 10 let, 5, koliko časa? Ja, čas gre hitro, ja, 6-7 let, ja. Ja, eno obdobje tudi politik, predvsem pa, kar nas zanima, v tem obdobju vojne za Slovenijo, prej pa potem v službi državne varnosti. Se pravi, ene organizaciji, v kateri bomo mogoče kakšno stvar rekli danes. Tako da, izvolite, pa se usedeva. Takole, tu ima pa mikrofon, če potrebno, tako da, ja, boljš ko govoriti, verjetno se bolj sliši. Sicer jaz znam dosti na glas govoriti, saj žena tako prav, čas preveč, ampak kaj češ. Namreč, pogovarjali se bomo predvsem v času, ko sem že omenil, pred vojno in pa v obdobju vojne, pa tudi v kasnejšem času. Pa bomo najprej mogoče samo vprašali našega gosta, kaj pa v bistvu so to sploh te tajne službe državne varnosti, UDBA, v kakšnih drugih državah mi rečejo drugače, pa nam bo on mogoče to vrisal skozi ta vidik mednarodni, da malce uvida dobimo, pa ga mi prosil za besedo. S tem? S tem? Ne, s tem. S tem. Dobro večer, sem skupaj. Aha, tisto tipko. Nekje je tipka, ne? Tam je, tle. Evo, vse. Dobro večer. Torej, jaz v obveščevalnih službah nisem vedel nič leta 90, ne. To kot vsi, pravzaprav, ne. Malo iz filmov, malo iz kakšnih knjig, kriminal, karkoli. Potem je pa Demosova vlada me nekako prepričala, da se lotim tega posla in sem kar nekaj časa razmišljal, ker je zame kot univerzitetnega profesorja, jaz sem predaval tudi tujini in doma in tako naprej, me ni prav veselil, ne. UDBA oziroma služba državne varnosti je bila pa najbolj osovražena inštitucija v Jugoslaviji. Vsi so se je bali, ne. In ima tudi precej temno zgodovino, ne. No in seveda potem nekako sem se odločil, kljub nasprotovanju moje družine, žena je bila absolutno proti, vsi, ne. Tako da je bila kar kriza, no. Ampak takrat sem si rekel, če bi moj oče, Tomo Brejc, organizator vstaje na Kamniškem, pa na Domžalskem, Partizani in tako naprej, ne, je veliko naredil za prejšnjo državo. Najbrž moram jaz zdaj tudi kaj narediti, ne, če gre za Slovenijo, ne. Tega se menda ne bom zdaj. In sem se odločil za to, da to sprejmem, še iz enega drugega razloga, ker jaz sem bil iskreno za samostojnost Slovenije, ne. Kaj, če bi na tem mestu bil nekdo, ki je ali pa ni, ne? Ker veste, takrat leta 90, septembra meseca recimo, ne, je malo kdo verjel, da bo Slovenija kdajkoli samostojna. Moji kolegi profesori recimo na univerzi, ne, so kar takole naredili, so ekonomisti recimo in tako, ne. No, ampak pač tako je prišlo, ne, in jaz sem potem se tega lotil in se začel to službo pripravljati na osamosvojitev in v tem kontekstu sem moral, jasno tudi preštudirati že malo prej tudi, ne, različna gradiva in ker sem dosti znancev, prijateljev in tako naprej na drugih univerzah, sem malo povprašal, kako je to, ne. No in je Stevan Dedijer, to je brat od Vladimirja Dedijerja,
je predaval na univerzi v Lundu na Švedskem. Intelligence Service je bil njegov predmet in to je bil začetek, tako malo. Ne. Torej, vsaka država, ne, ima svoje tajne službe. Najprej je tu seveda obveščevalna služba, ki naj zbira podatke izven države. Ne? To se pravi, kaj se dogaja v okolici države in drugod. Potem protiobveščevalna služba, ki se ukvarja z stanjem v državi, kjer ugotavljajo, katere tuje službe delujejo na tem teritoriju. Ne? V socialističnih državah so imeli pa še notranjo službo, notranja problematika, ki so rekli, ali pa zelo različni izrazi so bili. Četrti oddelek se je tudi imenoval, ne, in tako naprej. To je bilo pa tisto, kar mi nekako najpogosteje vidimo kot UDBO. Ne. To se pravi, UDBA pomeni uprava državne bezbednosti, ne, zato je UDB. Ne. Uprava državne varnosti se je imenovala pred letom 66. Ne. To je bil tisti Frankovičev primer. Ne. No, jaz sem takoj videl, ne, da mi najprej potrebujemo zelo močno obveščevalno dejavnost, ker je pred nami verjetno konflikt z jugoslovansko armado. Potem ta notranja problematika, ne, se kot to je menda odpadlo, ker jaz sem 1. novembra 90 prišel. Ne. Sem pa že tam v začetku leta, se pravi tam enkrat pred volitvam, aprila so bile volitve, ne, 90, no takrat enkrat me je Krkovič malo obveščal, kaj se dogaja, iz ne vem kakšnih razlogov takrat, ampak mi smo se poznala iz zaščitne brigade, kamor smo hodili na vojaške vaje vsak let. Gotenici. V Kočevsko reko, pa tako, tam, tiste kraje. Ne. In jaz sem bil poklican, čeprav nisem kakšen vojaški strokovnjak, daleč od tega, ne, niti ljubitelj orožja, ampak enostavno določili so me in sem moral iti, ne, tako kot vsi. Ne. No in tam smo se malo spoznali in tako, in potem je začel prepovedati, kaj se dogaja in kako stvari potekajo. No in me obiskoval me pa vedno tam po 10 uri zvečer, tako da je moja žena kar malo sumljivo gledala, kaj se pa v resnici dogaja. Ne. No, ampak kakorkoli, če pridem kar na domačo situacijo, ker je bila zanimiva. Ne. Služba državne varnosti je imela približno 600 zaposlenih in približno 20,000 sodelavcev, virov. To, kar je bilo objavljeno v knjigah, ne, nek register in tako naprej. Ta register je en del uradne evidence. Ampak v tem registru ni težkih kalibrov. Torej, tistih sodelavcev, ki res štejejo. Tu je množica tistih, ki so pač bili pripravljeni sodelovati s službo državne varnosti. Jaz sem bil zelo presenečen, ko sem tja prišel in imel v predstavu, da so vsakega prisilili k sodelovanju, ne, na nek način. Sploh ne. Slovenci so zelo radi sodelovali. Ponekod je bilo celo tako, veste, da se spomnim, ko sem pač veliko bil na terenu, ne, da so rekli, a poznate Lojzeta recimo, ne? Ja, kdo pa je to? Ja, pa to je naš udbovec, ne? Tako, ne, na ta način je šlo to. Zelo, so bili pa tudi primere, ko je šlo za izsiljevanje, za pritisk in tako naprej, za zlorabo položaja in take stvari, no. In mene je prva stvar, ki me je zanimala, dobro, če je 600 ljudi, ne, kdo od teh 600 si je roke umazal, ne, počel, ne, torej, grde stvari, da rečem, ne. Jaz nikogar nisem poznal.
Nikogar nisem s sabo pripeljal, ker nišče ni hotel z mano iti, ker bi si pokvaril kariero, ne? Da je pa Demosova vlada toliko časa iskala šefa, je pa razlog v tem, ker nišče se tega ni upal sploh prevzeti. Jaz sem bil takrat precej angažiran organizacijski strokovnjak, sem delal na velikih sistemih v državnih, torej v javni upravi, tudi za zvezni izvršni svet, pa tako naprej, ne? In tudi v tujini. In sem rekel, dobro, to je nek organizacijski problem, ga bom jaz reorganizacijo naredim, cilj vemo kakšen in tako naprej. In potem smo po nekih, rečem, začetnih težavah približno 200 oseb upokojili. Pod zelo dobrimi pogoji. To je bil šenk, ne? Ampak, kaj smo pa hoteli narediti? Janša mi je rekel takrat, to je treba razpustiti. Jaz bi to vse razpustil, ne? Se je, to je najlažje reči. Ampak te ljudje nekaj vedo, nekaj znajo. Ne? Zlizani so z jugoslovansko armado. Veste, tele, recimo v tehničnem oddelku, ne? To so bili prijatelji, ne? So šli skupaj na dopust, pa praznike vse skupaj, pili so skupaj in tako naprej, ne? Ko je bilo treba kakšen suknič pripraviti za snemanje, ne, da so nekam dali tisto kamerco in to, vojska, ne, so prišli pač kam. V službo državne varnosti, tam so jih fantje, to zrihtali vse, ali pa te prisluškovalne naprave, kako se postavijo kam, ne, in tako naprej. To so bili prijatelji, ne. In zdaj, ne, dopovedati tem ljudem, da je tega konc. Pri meni je bil takrat tudi, kako se je že pisal, polkovnik Malkoč, ne, on je bil šef torej v 5. armadi kontraobveščevalne službe, ne. Me je vabil, ampak nisem hotel iti. Je pa enkrat k meni prišel, užaljen in ves tak in tako malo ne ravno grozil, ampak je dal vedeti, da jugoslovanska armada ne bo pustila odcepitve, ne vem kaj. No in takrat smo jaz sem zelo hitro z njim zaključil, ker sem videl, da nima smisla se pogovarjati. In tudi na sestanek v Beograd, ne, kjer je bila zvezna udba imela tam vedno šefe republiške na kupu, pa so se zmenili, ker so se pač pogovarjali, ne. No in jaz sem šel samo enkrat tja, januar je bilo to, ali kako že, mogoče malo kasneje, s tem namenom, da jim povem, da me ne bo več. Ne? Ker plebiscit je bil, zame je bila stvar jasna, sem šel tja in sem rekel, nasvidenje, ne. Je bilo zelo čudno in so težko to razumeli, tudi grozilni, jasno, ne. Ampak je nekako šlo, ne. Zdaj seveda, da bi o tem sem jaz potem napisal knjigo, ne. To je vmesni čas. Ta knjiga je bila leta 1994, je bila bestseller, ne vem, so jo prodali 10,000 izvodov, koliko, ne vem, mladinska knjiga, ne. Napisal sem jo pa zato, ker sem želel pokazati, kako se je iz ene, kako ne rečem, osovražene službe začela razvijati neka nova. Imenovali smo jo varnostno-informativna služba, zato da bi povedali, da gremo zdaj pa na novo, ne. In jaz sem pač kot profesor, normalno sem veliko literature poiskal o teh stvareh in sem hitro videl, kaj je treba storiti. Veste, obveščevalne službe zberajo približno 80% vseh podatkov iz legalnih virov, iz javno dostopnih virov. 10%, morda 20%, pa iz teh posameznih akcij, ne, in uporabe posebnih metod in sredstev. In ko sem jaz prišel tja, sem videl, da je analitika, kar bi moral biti možganski trus torej organizacije, zelo šibka. Da je izobrazba nasploh katastrofalno nizka. In se odločil, da moramo to
pomladiti. In takrat sem rekel, kako ćemo to narediti, ne, zdaj? Najbolj, da naredimo razpis. Bavčar, ne, ki je bil minister, se je za glavo prvi rekel, kdaj je bil pa še razpis za tajno službo, lepo te prosim, ne. Ampak, jaz sem rekel, sej mi iščemo mlade, šolane ljudi, ki imajo nekaj v glav in ki bodo hitro ločili bistveno od nebistvenega, ki znajo tudi tuj jezik, seveda brez tega ne gre. In na ta način, ne, bi to analitiko res postavili v središče tega miselnega procesa. Ne. Nekaj nam je uspelo, nekaj nam ni. Ne. Ne, zdaj pa, da bo jasna pozicija, ne, služba državne varnosti je bila formalno del ministrstva, takratnega republiškega sekretariata za notranje zadeve. In torej, vodil je podsekretar, tako kot je podsekretar bil tudi šef milice, ne, takrat, ne, recimo, ki je bila najštevilčnejša, ali pa kriminalistične službe. Ne, torej, čist bi rekel, izenačeni smo bili po formalni plati. Dejansko je bil pa šef službe državne varnosti v neposrednem stiku s predsednikom partije. Torej, šef UDBE je imel stalen in neprestanen dostop do predsednika partije. Kadarkoli. In ko sem jaz prišel v to službo, so rekli, ja, predsednik Kučan te pričakuje, ne, te spozna in tako naprej in gor in dol. Sem šel in potem vidim, ne, torej, ta relacija se ohranja, ne, čeprav smo bili že v novi državi, ne. Ta posebna pozicija službe je tudi povzročila veliko konfliktov v republiškem sekretariatu, ker za službo državne varnosti je bil vedno dar. A za avtomobile, imeli smo najboljše avtomobile, najboljšo tehnično opremo, ne, in tako naprej. Vsi ostali so morali varčevati, oziroma denarja ni bilo nikdar dovolj. Tu pa ne. Kar je bilo treba, ne. Ko se je čas obrnil in so bile nove volitve, se je pa zgodilo neke vrste maščevanje, ne. Vzeli so policijska pooblastila, ki so jih vsi imeli, orožje in take stvari, ne. Zelo poniževalno so delali z ljudmi takrat in meni se to ni zdelo prav. Zdaj, jaz za nobenega ne morem reči, da je baraba, ne. Dokler se ne prepričam, da je tako. Priznam pa, da imam nek predsodek, ne, do vseh, ki so bili tam zaposleni, ne. To pa ja, ne. Ampak tako sem polagoma spoznaval ljudi in tudi hitro videl, kdo je sposoben, kdo ni sposoben in tako naprej. Ampak prav veliko časa ni bilo, ker jaz sem prišel novembra in decembra je bil plebiscit, potem veste, da smo morali v 6 mesecih, je bilo treba pripraviti zakonodajo za dan osamosvojitve in potem seveda razglasitev samostojne Republike Slovenije. Ne. In eno od prvih stvari smo mi ugotovili, da v teh naših ministrstvih sploh ne delajo na tem. Čas teče, januarja ni še noben začel. In potem je nastala ta koordinacijska skupina, Bavčar pa Janša pa jaz, in seveda še nekaj drugih, ki smo začeli to čisto na operativni ravni pripravljati. Stvari so se dosti dobro odvijale in moram reči, da velika pripravljenost ljudi, da sodelujejo, nam je ogromno pomagala. Če ne bi bilo take podpore pri ljudeh, vam povem, ne bi tako šlo, kot je šlo. Ne. Zdaj, jaz vam priporočam, da to knjigo pogledate zato, ker sem v njej opisal tudi kakšne posamezne primere, kakšne akcije, ki tacga, ne. Pa potem tudi po osamosvojitvi zaplet, ki je nastal. Povzročil sem ga seveda sam. Zato, ker smo pač mi
se ukvarjali od leta 90 do leta 92 približno, smo se ukvarjali z jugoslovansko armado. Potem pa smo rekli, ker smo videli, da se dogaja kraja družbenega premoženja, ne, smo začeli ukvarjati pa še z ekonomskimi temelji. Ne. To je v zakonu izrecno piše, ne, da je služba pristojna za varovanje ekonomskih temeljev. In jaz sem takrat naročil mojim ljudem, da ne izbirajo podatke o tem, kdo krade, kje krade, kako krade, take stvari. Ne. Ker krim služba tega ni počela. Zakaj ne? Ja, zato, ker je bil njihov šef, kako bi rekel, na strani partije, močno na strani partije. Ne. Vi pa veste, da je v prejšnji državi večina direktorjev morala biti v partiji, če so hoteli biti direktorji. Najmočnejše firme, absolutno. Ne? Tako imenovani rdeči direktorji. Ne? In spomnim se morate, ali pa, če vam to pač povem, ne, da je že takrat slovenska partija, še posebej Dolanc, vztraja na tem, da se izvaja čvrst nadzor nad pretokom kapitala. Ker veliko denarja se je hranilo zunaj, zato da ni šel, kot smo rekli, po Savi, ne, v Beograd. Ne. Kar se je zdelo tudi nekako razumljivo. Ne. Ampak stvar je bila v tem, da se je potem ta denar nekako kar zgubil. In to so bile milijarde, ne. To ni bilo zdaj, to ni bil drobiž. Ne. No, ampak o tem lahko kasneje kaj rečem, če bo še čas. Ker to je kar obsežna tema, lahko. Če samo par besed rečem o tem začetnem obdobju, ne, meni se je zdelo pomembno, da poskušamo čim prej vzpostaviti čim bolj kvalitetno mrežo sodelavcev v Beogradu, v Sarajevu, v Skopju, skratka po republiških glavnih mestih, ne, in v tujini. Zdaj pa vedeti morate, da vse akcije v tujini je vodila pa zvezna služba državne varnosti. Ne. Republiške niso imele nobene pristojnosti. Slovenska je bila še najbolj izpostavljena zaradi tega, ker smo pač na zahodu. Ne. In spominjam se, da so bile akcije v tujini, kjer so jih moji ljudje delali, ne? Ampak so bili seveda vse, denar, oprema in tako naprej pa šlo iz Beograda. Ne? No, jaz sem pol kaj narediti, ne? Nekako sem se dobil z nemškim veleposlanikom. Ni bil še veleposlanik uradno, ne, bil je nek odpravnik poslov najbrž, ali pa kaj tazga. Nek diplomat, rečemo. Ne? In sem mu rekel, da mene pa zanima BND, to je pa nemška obveščevalna služba. Ne? In podobno sem rekel enemu mojemu kolegu profesorju iz Amerike, da ne bi bilo odveč, če bi nam tudi CIA kaj mogoče pomagala. Ne? Pa potem tudi Mossad, pa je italijanska SISME in SISDE. Ne? Edin z angleško MI6 ni šlo. Ne? Tam se je nekaj zatikalo takrat, ne? Pol je steklo. Ne? Ampak na ta način smo nenadoma vzpostavili že v tem času neke kontakte in seveda oni so bili pa zelo zainteresirani, kaj se v resnici dogaja v Sloveniji. Ne? Vsi, torej niti eden ni bil mnenja, da Slovenija lahko uspe. Niti eden. Nekateri so rekli, še enkrat premislite, ne? Samo 2 milijona vas je. 2 milijona, ne, mislim. Potem je pa še Baker, ta zunanji minister, ko je prišel v Beograd, rekel, nikdar ne bomo dovolili odcepitve Slovenije. Ne?
prva stvar, ki jo je rekel, ki je z aviona dol stopil. Ne. No in jaz sem se potem z njim dobil v Ljubljani enkrat, leta 92, 93, ali pa malo kasneje, ko je napisal knjigo, Cimerman je bil, pardon, tako se pisuje, ja. No in sva pol izmenjala mnenja, ampak je še vedno istega mnenja. Jaz sem takrat rekel, spomnil sem se ker sem bil nekaj časa v Belgiji, na Twenteju, na Nizozemskem tudi, na univerzi, ko je nekoč davno rekel belgijski kralj Albert, država, ki ima morje, ne more biti majhna. Mene je to zaprav prišlo, sem rekel, ponovil sem to, ne. Sem rekel, majhnost je lahko samo v glavah, nikjer druge. Ne? In meni je bilo všeč ta naboj, ki je bil. Ne? Tudi se zahvaljujem za knjigo, sem jo prebral, ki ste jo vi in vaši sodelavci pripravili. Izredno pomembna stvar, da se zapišejo stvari, ker mnogi o osamosvojitvi ne vejo nič, predvsem pa imajo slabšalno mnenje. Sej, kaj pa je pol, ne? No, skratka, mi smo v tem času zastavili torej, najprej notranjo organizacijo, poudarek na tehniki. Lahko vam rečem, da so te fantje bili sposobni razviti v zelo kratkem času naprave, ki so omogočale nadzor UKV-ja, UHF in tako naprej, vseh teh torej, kaj se reče, radijskih omrežij, ki jih uporablja vojska, policija in tako naprej. In ko sem rekel, lahko tu nekako ta domet malo povečate, so rekli, do kje pa naj bo? Jaz sem rekel, a se da do Beograda recimo, ne? Ali pa do Vojvodine, kaj s tem, ne? In so to naredili. Mi smo imeli kompletni nadzor nad dogajanjem v zraku, ne? Torej, kaj so se pogovarjali te enote med sabo in tako naprej. Tako da, to je bilo kar pomembna stvar, ne. No in kot rečeno, ne, ta tehnični vidik, potem notranja organizacija in seveda mednarodne povezave, vse to je prispevalo svoje k temu, da smo mi uspeli nekako v razmeroma kratkem času parirati vsem akcijam Jugoslovanske armade. Morate pa vedeti, da je bila Jugoslavija prepredena z nadzorstvenimi organi. Vsak miličnik je imel svoj rajon, ne? Če pa tole sam zamenjati, A ne dela to? po mojem, da ne. Malo slabše, da ne. Ne vem, se da sliši? jaz na glas govorim, a me slišite? Ja. Samo ta mikrofon, ki ste imeli drugi. Ja? Prvo je že baterija bila rdeča, Aha, drugo se je skozi tukaj premikal v bum in se je slišal na glas. V redu. Za ta glas sem rekel, da se prege tukaj. Ne? Ja, ok. Bo, ne? A zdaj pa je bolj na glas. Ja. Zdaj še zame pre na glas. No, hočem reči, ne, da mene veseli, da so ljudje v tej službi, kakor se bila že osovražena in tako naprej, ne vsi seveda, ne, da so ljudje nekako zagrabili, ne, so vedeli, da se je treba potruditi. Rezultat je bil, da smo prispevali v ta skupni fond informacij, mislim, da ne, 3500 strani takih pomembnih informacij. Ne. Ena anekdota iz tega časa. Jaz sem se dobival s šefom SISMI-ja, torej italijanske obveščevalne službe. In sem mu že potem enkrat, ne vem, kaj je bilo to, ja, 91 je bilo to, ja. Tam enkrat septembra, ko se je že govorilo, da bo armada šla, ne, da bodo šli, pa sem rekel, me prav zanima, kaj bojo sabo vlekli, ali bojo vso to kramo odvlekli, ali bodo psili tukaj, je to. Je rekel, a vam pošljem seznam?
Jaz se kako pa vi to imate? Pa prav, oni so nameravali oditi iz Reke. Pol so se premislili, pa so rekli, da bo šli iz Kopra. Ampak so bile vse te cene nekako previsoke. Ali kaj? Pa oni so prišli k nam v pristanišče v Trstu in rekli, koliko bi to zdaj stalo, ne? Ja, in so rekli, kaj boste pa pelali, ne? In so morali dati podatke, ne? Toliko bo tega, pa tega, pa tega, pa tega. In on mi je to takole, ne? In pol jaz to prinesem, pa dam takole na mizo Igorju Bavčarju. In rekel, kje si pa to dobil? Senko, to je pa... Ne morem povedati, pod najbolj tajnih kanalih. To je absolutno, mislim, James Bond tako rekoč, ne? Čist nič od tega, ne? Zgolj beseda pa smo naredili, ne? A povem še kakšno lahko anekdoto? Ja, recimo o tehniki, ne? Prisluškujemo pogovoru med, ne vem, če se spomnite, letališče Pleso je bilo v nekem krču, ne? Blokada je bila. Vojska je bila okrog in tako naprej. In mi poslušamo, kaj se pogovarjajo. Pa reče, a gremo mi na ono, ne? Ja, gremo. In se začne, ene črke, ne? Popolnoma nerazumljivo. Pa nekaj časa to gre, pa nazaj, pa reče, eden od teh dveh reče, najprej ena močna kletvica, potem pa reče, pa reci mi otvoreno, da mi gađamo, ne, da mi pucamo ili ne pucamo, nekaj takega, tako nekak, ne. Torej, nič jim ni klapal. Ne. Podobno, ne, ko je Adžič napovedal, da bo šlo proti Sloveniji 400 tankov ali koliko, ne. Sem pozabil številko, veste, ampak vem, da jih bilo veliko. Jaz sem bil tako, kot najbrž večina vas pri vojakih, ne. In mene so dali v kazensko kolonijo tam na mađarsko-romunski meji, ne, čist v kotu noter. In je bilo, smo imeli veliko tankov zaradi Rusov, ki so tam trenirali in provocirali skozi našo stran. No in to je bilo leta 1969. In sem videl, da torej, ko so začeli te tanke, da bi jih zalaufali, da bi to šlo, ne. 10% jih je pelalo, ostalo je pa kar stalo, ne. Pa bi treba to popravljati pa, in tako naprej. Sem jaz rekel, preden jih bojo na vlak spravili, jih bo mogoče samo še 100. Ne. Poleg tega pa ni verjetnost, da bo se bo kaj zgodilo. Potem mogoče omenim, da ne bom predolg, en manjši konflikt znotraj nas, ki smo to organizirali, Janša Bavčar, jaz in tako naprej, ko je Janša objavil, da na tiskovni konferenci, da je obstaja nevarnost napada s kemičnim orožjem. Ti se me pa pogreli, ne. To je pa huda, ne. Prvič je to velika neumnost, ne. Da bi sredi Evrope nekdo uporabil kemično orožje je nesmisel. Predvsem pa, vsi smo dobro vedeli, da Čaršija, ne, da srbski generali in politiki in to, kar v Beogradu šteje, pošiljajo svoje sinove k vojakom kam? V Ljubljano. Ali pa v Vipavo, ali pa v Postojno, čim bliže meji. In potem so te prišli na obisk, so bili cel teden na obisku pri svojih sinovih, ne, vmes so hodili pa v Trst, ne, vsak dan, ne, pač so bili, se veste, omejitve na meji, pa koliko kave lahko neseš, pa onga, pa tretjega, tako da, take banalnosti. Vse, kot dokler so tukaj sinovi generalov in politikov, brez skrbi, ne bo nič. Ljudje je pa to zelo vznemirilo, ne. Je pa res, da je bilo tiste maske treba dati v promet, ne. Ja. Ampak to je že druga zgodba. Res je tudi, Adžič po televiziji rekel, ne? Prosim? Adžič je po televiziji rekel za Pliniču Ljubljano. Jo, tu. Ja. Vem, ampak se veste, koliko so vreden te besede, ne. Da bi pa nekako, koliko ste rekli. Ja,
Jaz mislim, da Adžič je predvsem grozil s temi tanki pa to, ne, silo, ne, ampak kdaj sem se jaz nekako umiril, ko sem videl, da situacija vendarle ni tako nevarna. Na pamet mi je prišlo, ker sem bral eno čudovito trilogijo od Čosića, Čas smrti. Imamo v slovenščini to, 3 deli. Da je Nikola Pašič zarisal meje Velike Srbije. In ta meja se ustavi ravno tukaj, ne, na Kolpi pa Karlovac in tako naprej. Ne. Skratka, Slovenija ni bila v nekem strateškem interesnem delu. Ko smo mi prve inšpektorje, ki so prišli, ne, iz Niša je prišla specialna enota, ne. Mi smo vedeli, da bojo prišli, vedeli smo, da bojo pristali tamle v Cerkljah. Vse Prištiman, pa teritorialna obramba je bila. In takoj, ko so prišli ven iz teh helikopterjev, so zalegli, kot se reče, ne? Ker so videli naše, mi smo bili tam, ne? In nismo pustili, da ostanejo. In je potem eden od teh inšpektorjev rekel, ker smo v Sloveniji, ležimo sam na trebuhu, ne? Ker jih nismo pustili, da bi se premikali. Smo jih pač pobrali pa zaprli. Ne? Mogoče še ena anekdota. Namestnik šefa te Malkoča, kontraobveščevalne skupine, JLA, je bil podpolkovnik Nedlović. In naši ugotovijo, da je doma. Ampak to so bile zdaj že te vojaške operacije, so že potekale. In meni so to povedali, kaj ne naredijo, aretirajte ga in na Povšetovo. Ne? In grejo naši fantje tja, me kličejo nazaj, eden prav, noče priti ven. Jaz sem rekel, ja, vstopite vi not, ne, hudiča, kaj zdaj to? Ja, kaj pa če, neki so cincali. Te moji, ne. Pa smo iz tega dosti, pa sem rekel, pemu, to je posebna nota milice, se je takrat imenovala. Sem rekel, pejte tja, pa to naredite. In so šli, bum, zagrabili, odpeljali. Naslednjo jutro mi kliče predsednik Kučan. In reče, šliš v tole aretacijo, a je to modro, misliš, je to v redu? Jaz sem rekel, a nismo mi v nekem neformalnem vojnem stanju? Sem rekel, strela se, ne, in tako naprej, imamo kar nekaj težav. In tako naprej. Sem se pogovarjala, moram reči, da je moje argumente sprejel in rekel, sam zanimalo me, kaj misliš o tem, ne, in tako. Da ni bila to kakšna taka padalska akcija. Ne. Zakaj take fragmente navajam? Zato, ker je treba to prebrati. Ne. To je, se vidite, knjiga ima, ne vem, 350 strani ali pa 400, ne vem, koliko jih je. Ne. No, so tudi fotografije in take stvari. Ne. Zdaj, še to, da povem, ne. Kdaj je nastala sploh služba državne varnosti? Še to. Leta 1945, praktično takoj po koncu vojne, Ozna, ja, ne, so se začeli, ne, po sovjetskem, ne, modelu ustanavljati tudi pri nas podobne službe. In cela vrsta ljudi je bila tudi na šolanju v Moskvi, v teh njihovih centrih, KGB-evskih. Tudi kakšen Slovenci vmes. In seveda, potem se je to, nekako je bilo to, se reklo, uprava državne bezbednosti najprej, ne, uprava državne varnosti. No, leta 1966, po tem obračunu z Rankovićem je pa postala služba državne varnosti in potem je bila pa leta 1990 z novim zakonom o notranjih zadevah nova služba, varnostno-informativna služba. Ne. Naj še to povem, da
prej sem omenil ekonomijo, ne? Ko smo mi ugotovili in dali z rok 700 dokumentiranih primerov kraje družbenega premoženja. Sem jaz pričakoval, da bo kriminalistična služba to speljala, ne? Zgodilo se pa nekaj drugega. Komisija za nadzor varnostno-obveščevalnih služb, ki je vodil seveda član, kasnejši predsednik stranke Demokratične prenove, današnje SD, ne? Bekeš je postavil na seji vprašanje, kako to, da mi to počnemo, da ne, se vendar niste pristojni za to. Odkot ven to? Kdo je zdaj tisti, ki... Ne? In jaz sem jim to seveda povedal, ne, kako in kaj. Ni pomagal. No in potem, ko so bile volitve leta 1992 in je Demos zgubil volitve, zgubil jih je seveda po lastni neumnosti in medsebojnih trenj teh mladih egotripov, ne. To so bili stari 35 let, ne, ministri. In en je bil pomembnejši od drugega, ne. Je bilo kar, sem kakšnih 10 let starejši od njih bil takrat, sem to gledal in mi ni bilo preveč všeč. Ampak je bilo jasno, da to ne bo šlo. In kaj se je zgodilo, ne? Demos je izgubil na volitvah in je logično, da vse, kar od Demosa bilo postavljeno, tudi gre. Sem takoj napisal seveda odstopno izjavo in take stvari. Sem tu že dosti te službe. Ker sem po duši sem le profesor, ne, in sem bil čisto zadovoljen, da grem, ne. Pa me niso pustili. Rekli so v Slavijo, ne, tako se reče, tisti hiši na Štefanovi, ne, kjer so notranje zadeve. V Slavijo zlahka prideš, ven pa težko, ne. No, ampak kakorkoli, pa so pa uprizorili en proces proti meni, ker sem pač posegel v jedro partijske vzporedne ekonomije. Torej, mi smo odkrili, kako se krade, kdo krade. Denar je šel v tujino. Hoteli smo ugotoviti, kako je s tem, kdo je nosilec tega. Ne? In nenadoma sem bil vsak dan na televiziji. Tako da so me otroci poznali z vrtca, ne. In seveda kontekst je bil pa sovražnik države številka 1, ne. Zakaj? Zato, ker smo dregnili tja, kamor ne bi smeli. To pa je kapital, ki ga je partija ustvarila za kasnejše čase, kot je rekel Stane Dolanc. Prav je rekel takrat, če ne bomo mi vladali, bodo drugi. Mi moramo narediti vse, da drugi ne bodo. In je bil denar naložen v mnogih. Ampak kako je bil pa naložen? Na osebno ime, ne, ker ne moreš drugače firme skoraj ustanoviti. Moraš imeti nek papir, ne, odkot milijoni prihajajo. In to se da v državah, ki so, kot je Švica, ne, kjer niso preveč natančni, Liechtenstein, Cipr, ne, in tako naprej. To je bilo obdobje Hita tudi, ne? Ja, to je bilo obdobje Hita. Ne? Jaz sem recimo redno poročal predsedniku Kučanu o dogajanju v Hitu. Ne? Pa sem pa videl, da se tam pojavljajo tudi njegovi prijatelji. Ne? In sem mu to povedal, in to znani ljudje, ne? Člani predsedstva med drugim. Nič ni rekel, ne. Ampak pa se je povsul, ne, nekdo je pač napisal nek pamflet proti meni, ne, na anonimko, ne, in potem je to šlo na ta način. Ampak jaz sem skozi vedel, da mi ne morajo nič, ker nisem nič ne ukradel, nobenega nisem zaprl, nisem nezakonito ravnal in tako naprej. In na koncu je to tudi pokazalo, ne. Ampak se veste, ko te popluvajo, so naslovi v časopisu tako veliki, ne. Ko se pa slučajno zgodi, da na sodišču potem zmagaš, ne, je pa to tam nekje pri malih oglasih ali kaj takega, ne.
Tako to gre. Zato sem to knjigo napisal, da se ve, kako je bilo. In ko je bila zunaj, ne, je prav zanimivo. A se spomnite, ko so smučali? Pa so rekli, umestni čas je tak pa tak, ne, recimo križaja ali pa tega. Ne. V času, ko ta knjiga je šla, je Bergant, ki je bil takrat športni novinar, uporabljal izraz umestni rezultat. Mladinska knjiga je natisnila plakate, ne, z to mojo podobo in tako naprej. Da bo pač reklama, ne? Niso objavili. Ne. Ampak, kaj smo? Jaz sem zadovoljen, da nam je uspelo s tem projektom, da se je Slovenija uspela se izvleči iz Jugoslavije, ker se je hitro pokazalo, kako je napredovala potem hitreje. Ne. No, pa če se v malo kasnejšem obdobju dotaknemo še Silva Komarja, sodelavca iz Maribora. A orožje, ne? Tako To je. mislite? Najdeno orožje v Mariboru na letališču. Ja, teh zgodb z orožjem je pa veliko, veste. Ena recimo na hitro. Jaz sem bil odgovoren za odpiranje meje. Ne? Ko je bilo treba obleči tole, recimo, Morisovce, ne? Za 17. december tam v Kočevski reki, me je Krkovič klical, rekel, nimam tega. Ne? Zdaj pa bili smo še v Jugoslaviji. Ne? Jaz sem pač dal komando, da se meja odpre in potem smo en kamion zapeljali te robe. Ne? Vmes so bili tudi cari, to orožje tam dol iz Azije. Ne? Ja. Tako naprej. Ali pa, ko je bila vojna na Hrvaškem, ne? Se je trgovalo z orožjem in do mene so prišle pač žal take vesti, ki so nekatere ljudi spravljali v težek položaj in tem ljudem sem to svoje povedal, pomagali nič, potem pa nisem dal dovoljenja, da je šel kamion čez mejo. In potem smo pa začeli urejati te stvari, ne? Kaj je noter, ne? Mora biti za kamion, za šlepar, vse mora biti, ne? Vsi podatki, kam gre, kdo bo plačal, vse te stvari. Ne? Tako da smo vsaj malo reda naredili. Ne? No, ampak tale mariborska zadeva, ne? Takoj, ko je Janša to odkril, jaz sem seveda vedel, ne? Zakaj gre. Šlo je za to, da je Izetbegović prosil Kučana, če bi lahko Slovenija pomagala pri transportu orožja v največji tajnosti. Sestanek v Ljubljani bil pri predsedniku, jaz sem bil v moji pisarni, na ta sestanek nisem bil vabljen. Moj namestnik je pa bil. Kaj to pomeni, ne? Ja, to pomeni, da so mene imeli so mislili, da bom jaz bolj za navzven, ne? Naprej se bo delalo pa po starem, ne? No, ampak, ko je šlo za to mariborsko orožje, ko so mene poklicali, če kaj vem, jaz seveda bi lahko predsednika republike nekako namočil, kot se grdo reče, ne? Ampak se mi je zdelo, da to ni prav. Mi smo Bosni iskreno pomagali in nihče ni nadzaslužil. To je šlo, samo transport smo zagotovili. Logistično. Koliko smo Hrvatom, Tuđmanu, ne, omogočili, da so kombi šli čez Slovenijo polni umetnin pa ne, dragih predmetov, zlata in tako naprej. Ne. Tako je to šlo. Ne. Skratka, Silvo Komar je bil pa šef mariborske izpostave na varnostne informativne službe, zelo sposoben človek drugače. In je dobro vodil te zadeve. Ne. In pol, ko je prišla stvar na sodišče, ne, meni je bilo čisto jasno, da
da moramo zaščititi pač predsednika države in državo kot celoto. Ne. In seveda jasno, da sem tam nastopil kot priča in sem pošteno povedal, da pravzaprav ne vem točno, zakaj je šlo. Ne. Ampak to je bilo vse javno in takrat je bilo malo zgodaj, da bi te stvari razkrili. No, kasneje se je to več ali manj pokazalo. Ne. Je pa res, ne, da smo pomagali tam helikopter prebarvati v belo barvo pa rdeč križ gor, ne. Ker je bil edini način, da je lahko transport tekel lepo nemoteno. Ne. Ker v Bosni so bili pa res reveži. Ne. Res so bili reveži. Res so jih klali tako, da je bilo nemogoče, mislim, nečloveško in zato se meni zdelo, da prav, ne. Čeprav se mi malo upirali to, kar ni bilo vse tako, ko mora biti, ne. Ampak po drugi strani smo pa videli, kaj se dogaja tam. Ne. Ja, to je okrog te zadeve. Pa če pogledamo midva še kakšno zanimivo stvar, recimo, v tem kasnejšem obdobju se je pojavil spisek od Lajovica. To smo sicer že omenila prej malo, ja. Ampak vseh teh sodelavcev UDBE. To je bilo kar ena tako zanimiva zadeva. Ja, ta seznam je dobil, to so mikrofiši, ne, to je. Mikrofilmi, na katerih so podatki o sodelavcih, virih in preverkah. Ne. Torej vsakogar, ki je kandidiral za direktorsko mesto ali pa pomembnejše mesto v državi, ne, je bilo treba narediti preverko. To se pravi, da so ga pregledali čist po družinski liniji, vse, ne, tako naprej, in rekel, v redu, čist je, v redu, ta je lahko, ali ta pa ne sme biti. Ne. Jaz sem tam noter tudi, ne, in sicer meni so hotel te stvari povedati, pa nisem hotel niti slišati o tem, kdo je delal za UDBO, ne. Ker bi me to samo verali, ne. No in nisem hotel tega seznama videti. No, ampak ta seznam je pa prišel Janši v roke. Lajovec je pa v svojem, je pa nekaj zapisal, da je zanj ga plačal 100,000 evrov. Tako da ne vem, kako se je to dogajalo, ne, ampak ne sliši se lepo. Seznam je ni veliko vredno. Ne, ker, kot sem že prej rekel, v njem ni težkih kalibrov. O teh sem pa jaz malo več vedel. Ne, ker mi je moj namestnik, ne, ki je bil pa v službi že ves čas, ne, ob priliki je rekel, ko smo se pogovarjali o kakšnem problemu, zdaj imen pa ne bom povedal, ne, to pa morate razumeti. Nikdar jih nisem, pa jih zdaj ne bom. Ampak to so znana imena. No, tudi kakšen univerzitetni profesor je vmes. Ne. Če bi slike kazal, bi ga vsi vedeli, kdo je to. Ne. Oni so bili mladi, so spremljali gospodarske delegacije v tujino in pisali poročila. Ne. In niso bili nikjer zavedeni kot vir, kot sodelavec ali karkoli. Ampak samo šef službe je vedel, kdo je kdo. Ne? Sploh v tajnih službah, veste, je pravilo, čim manj papirja. Ne? Čim manj zapisan, tem bolje. Tako je tudi če smem še to omeniti, sem predolg, seveda. Mačkovi arhivi, ne? To je vse zanimalo. To je neka fama. Ko sem jaz prišel, sem videl police v ministrstvu dol, ne, v kleci. Niti prahu niso pobrisali. Še videli, da je bil papir prej, ne? Ali pa v Brezovcu, v zaprtem delu na Kočevskem, je tak bunker, ne, dolg. In to je bil arhiv. Prazno. Ko smo mi prišli, je bilo prazno.
Toplarna Ljubljana. Njim se je tisti mlin za mletje materijala začel nekaj kaditi, ker so toliko teh mikrofilmov pa takih materijalov not zmetali, takrat, ko je leta 1989 dal Kučan komando, da se čisti, da se začne, ker on že ve, da prihajajo neki drugi časi, dajmo. Tako so tudi uničili približno 10-20 tisoč, ne vem koliko, dosjejev sodelavcev, virov. Ko sem jaz rekel, kaj pa je not pisal, pa sem rekel, brezvezne stvari. Ni čisto tako, lahko, da se je še kaj ohranilo. Zdaj pa jaz samo še v ta čas šel potem, če lahko. Prav. Ja. Jaz sem potem leta 1993 mi je Drnovšek ponudil mesto ministra ali pa veleposlanika v Kairu ali pa kaj takega. Rekel, zberite si. Karkoli. Jaz nočem biti nočem za isto mizo sedeti s tistimi, ki sem jih preganjal. So bili člani vlade vmes, to je nemogoče, jaz to ne morem, me sploh ne zanima ta vaša vlada, veleposlaništvo je pa dolgočasen posel, zame. To je, me tudi ni zanimalo. In sem rekel, najbolj bom vesel, če me pustite, da grem nazaj na fakulteto. To bi mi najbolj ustrezalo. In so mi ugodili. No in potem sem seveda imel čas, da sem tole knjigo napisal. Pol čez nekaj let se je pa zgodilo, da so me založbe, najprej Mladinska knjiga, potem pa še ena druga, če bi napisal spomine ali pa kaj takega, Jaz nisem ljubitelj te vrste literature, čeprav moram reči, da berem jih pa, Vse velike može, Stalin, recimo, pa, kaj jaz vem, Tito, Tito in tovariši, recimo, od Pirjevca, zanimiva knjiga. So vsekakor poučne, Jih imam cel kup tudi doma. Ampak jaz nekako, veste, kaj se zgodi, če pišeš, pol je skozi jaz, to ne gre. Pa dolgočasno je tudi. In sem se odločil, da ker vsega tudi ne smem povedati, ker ko enkrat vidiš ujetra te družbe, zboliš. Jaz sem bil takoj včeraj na 12-terniku, ko sem videl, kako pokvarjena je ta družba. Kako partija manipulira z ljudmi. Jaz sem vedel, recimo, mojega očeta je partija uničila, Je umrl pri 59 letih, Sem bil star takrat 16 let. Pa 4 otroci, pa tako naprej, Samo precej negativno mnenje in imam tudi še vedno, tako mnenje. Ampak ne glede na to, ko so v založbi rekli, če bi napisal nekaj, sem rekel, lahko, ampak bom povedal tisto, kar mislim, da lahko povem, da bi kršil kakšno mojo zavezo, v obliki neke zgodbe. In tako sem potem leta 10, to je bil čas, ko sem bil v Bruslu. Jaz sem 7 let bil v tujini, najprej 2 leti v tej konvenciji o prihodnosti Evrope, ki je vodil Giscard d'Estaing, ko smo to ustavno pogodbo delali. Potem sem eno leto opazovalec, ker sem bil podpredsednik SDS, sem pa nekako ustvarjal tudi te mednarodne kontakte za stranko. In ko se je to pa sem bil evropski poslanec v tem prvem mandatu, in ko se je mandat bližal koncu, sem rekel tako, nasvidenje, In Janša je bil seveda začuden, kaj se grem, in tako naprej. In sem rekel, jaz sem povedal prvi dan Pučniku, ki me je povabil v stranko, jaz bom pomagal desnici, čeprav moja provenienca je popolnoma jasna,
Moja družina je partizanska, od moje žene tudi. Ne? Tako da nikaj, ne? Te stvari so jasne. Ne? Ampak ko sem videl, kaj se dogaja in v katero smer se nova družba razvija, ne? Da bojo vladali isti kot prej, to se mi pa ni zdelo prav. Zato sem se pol pridružil Slovenski demokratski stranki in sem bil 15 let pol predsednik. Ne? No in leta 10, potem ko sem tale mandat končal, 9, ne, sem šel v penzijo. Nihče ni verjel, da bom šel. Ne. Lahko bi še enkrat kandidiral. Ker, veste, biti evropski poslanec je fajn služba, veste. Brez odgovornosti. Nekateri recimo, kako bi rekel, glavni dogodek dneva je za marsikoga kosilo. Ne. Ne? Jaz sem mislil pa bolj resno, jaz sem garal, ne, delal sem zelo veliko. Ne. In pa sem pa, ko sem bil frej, ne, sem napisal to knjigo. Igralec ragbija. To je zgodba, ki govori o tem, ki razkriva, kakšne so bile te neverjetne povezave. Govori o letu 86, ko je bil zadnji partijski kongres v Ljubljani. Kakšne so te povezave med udbovci, bivšimi udbovci, milico, gospodarstvom, ne? Kako so takrat po sporu z Rankovićem, ne? Kako so določene ljudi dali v gospodarstvo, ne? In tako naprej. Ne? In imeli mrežo še naprej. In veliko vpliv. Ne? Zato sem to napisal in ta zgodba je povzročila malo nervoze. No? Ampak nisem pričakoval, da se bo kdo oglasil, ker bi bilo zanj to nerodno, ne zame. Ne? Je pa to ljubezenska zgodba. Malo pikantna na momente, ampak če berete, boste videli, kako je to funkcioniralo. Tudi če še v tujino kot turist in tako naprej. Ne? Potem pa sem dal nekaj časa mir, hotel sem nadaljevanje te knjige, da napišem, ampak jaz sem takrat začel se ukvarjati pa z razvojem demokracije. In sem v enem Evropskem forumu za humanistiko, kar je par sto inštitucij v njem, nekako uspel priti v ta ekspertni krog, kjer smo se vsako leto dobili in je bila tema 1, 2, 3, 4, ne, vse v zvezi z demokracijo. Da se nas je dobili tako 18, 20, več ali manj profesorjev, znanstvenikov in smo 2 dni takole med sabo, ne, razpravljali. To niso bile predavanje, to je bila naporna zadeva, tako da bilo zelo naporno. Ne. Ampak iz tistega časa, to je zahtevalo mene veliko napora, pa tudi na fakulteti sem še vedno delal do leta 17 na podiplomskem študiju samo. Ne. In kot rečeno, nisem se ukvarjal s temi stvarmi. No, potem pa nekaj let nazaj iz Nove revije so mi rekli, pa nič nisi napisal zadnje čase, ne, ker to je Igralca ragbija izdala Nova revija. Boš kaj napisal, a imaš kaj v delu? Vse ko ja, lahko pa če bi, ne, no vse zadnje. In sem napisal tole knjigo, 5 vdov. Ta knjiga govori odvija se v Trstu. Spet gre za ljubezensko zgodbo. Glavna oseba je seveda atraktivna lepotica Pijanka, inšpektorica v tržaški policiji. Njej pomaga upokojeni inšpektor Mario, tudi Slovenc, njen mentor. In ko se zgodi nek umor starejše gospe v Miljah, policija več ali manj reče,
to je umor po pomoti. Kdo pa te zakaj bi pa nekdo tole starejšo gospo ubil, ne? Ampak ta Bianca je imela pa nek občutek, instinkt. In je začela po svoje malo kopati po teh stvarih. In je tako odkrila še druge primere, seveda s tem tršila ob najprej kolege, ki so, in šefe policijske, ki so bili zgroženi na tem, da se odpirajo stare rane in dokazuje, kako je policija neuspešna. Naletela je pa na omrežje Slovenske službe državne varnosti. Ne vem, če vam je znano ime Niko Kavčič. On je bil tam že od leta 1945 naprej. Eden od tistih, ki je razvil usporedno ekonomijo. Boter, Janše pa Bavčar. Prosim? Boter, Bavčar pa Janše. Ja, to je, on je njima dal En del, ja. en del knjige svoje jim dal. On vas sta izdala tisto, ampak tisto ni pomembno. Mislim, je prav, da se prebere, ker je čisto v redu, ne? Za prebrati je čisto v redu. Ampak bistvo stvari je druge. Ali ste vedeli, da se je Slovenija ukvarjala z državnim tihotapstvom? Ne? Izkoristili so pa zamejce. Zamejci, torej Slovenci na italijanski strani so, tako kot se spodob za Slovence, ko ima sprti med sabo, ne? Levi pa desni. Ne? In nič drugačke tle. Tako da to imamo zgled v krvi. Ampak oni so računali na ta patriotizem in so pritegnili k sodelovanju celo vrsto ljudi, ki so v veri, da pomagajo Sloveniji, sodelovali pri, recimo, švercu, trgovini z cigaretami. Odkot so pa prihajale te cigarete? Iz Švice se švercali čez Italijo, tako naprej, ne? Potem v Nemčijo in take stvari. Ne? Mamila, velik biznis. Orožje, to so bile glavne stvari. Ne? No in ko inšpektorica Bianca in Mario to pač odkrivata, ne, se stvari močno zapletajo in potem je pač ta knjiga razkrila to, kako je to funkcioniralo. Zgodba je ljubezenska, ne? Ampak ne boste mogli mimo tega podtalnega delovanja službe državne varnosti. No in to je šlo potem lansko leto, moralo bi iziti prej, ampak nisem imel časa, ker sem druge stvari delal, tako da je šele februarja ali kaj takega lansko leto je šla ta knjiga. Ko sem pa to knjigo pisal in jo, veste, ko sem jo napisal, sem rekel, zdaj je pa eno leto leži nekje tam, ne, naj se medi in potem še enkrat prebral, bom pa videl, če je zadet z rok, ne. No in medtem, ko se je ta knjiga medila, ne, sem napisal pa še tole knjigo. Pod površjem. Ta je šla pa decembra lansko leto. Ta je še bolj pikantna kot ta. Tudi tu gre Bianca in Mario nastopata, ne? Spopad med albansko in srbsko mafijo. Noter so pa namigi, ne, ker se v tej knjigi se nekako mrežje poruši. In ostaline službe državne varnosti, ne, so pa vendarle želele še naprej delati biznis, ne. In zato so pa skušali novo omrežje ustvariti, kar pa ni bilo tako enostavno. No in o tem je pač se stvari odvijajo, ne, in pri tem Bianca naleti na te
konfliktne situacije in jasno, da je sama najbolj ogrožena pri vsem tem. Ne. Tako da, to sta dve knjigi, ki kažeta, jaz sem tole 5 rodov sem predstavil v Trstu lansko leto. Je bilo neverjetno veliko ljudi. Celo Raj je prišel na slovenski program Raja in tako naprej. In so bili kar malo zaprepaščeni. En ali pa dva sta pa protestno odšla. Tako da sem imel občutek, da sta malo prizadeta zaradi vsebine. Ne? Jaz sem potem zaradi založbe seveda moral posneti en kratek posnetek za YouTube. Ne? Na YouTubeu imate obe knjigi malo bolj predstavljeni, pa ta ozadja, tako na hitro. No. No, jaz sem en del teh knjig prebral, ne? Nisem še čist do konca. Dokaj zanimivo branje, mislim, malo je fikcije noter, malo je pa verjetno tistih podatkov, ki je v kakšni knjižci še ostalo tam z tistih časov. Miha, a ste zdaj vi pisac, a ste že pisatelj? Kaj je zdaj to? Ja, s tem se jaz nikoli nisem ukvarjal. Ja, jaz sprašam. Jaz sem pač dobil nek impuls, pa sem knjigo napisal. Ne? Tle v knjižnici so mi rekli, ja pa se vi ste pa naš, ne? Ja, živim v dobu, živim od leta 80, ne? A prej sem bil 30 let v Ljubljani. Ja, domicilni, ali kako avtor pa to. Jaz se ko prav, ne? Mislim, jaz nimam nič proti, če je tako, ne? Veste, ne vem, če sem pisatelj, ne? Ampak Jančar, ki je tole knjigo prebral, je rekel, da bilo fajn, če bi še kakšno napisal, ne? Tako da zdaj sem, vmes sem napisal še na drugo, ampak tista je bolj evropska, so evropske teme, prvi mandat. Zdaj se pa ukvarjam z eno silno težko problematiko in sicer z obdobjem 45-75. To je obdobje, najtežje obdobje v razvoju Jugoslavije. In zato sem moral tudi malo Stalina študirati pa tako naprej. Kdaj bo knjiga šla, pa ne vem, ne, ker če nisem razpoložen, ne pišem. Ne? Če sem pa razpoložen, pa lahko napišem 10 strani na dan. Tako da ne vem, ne. Ampak mislim, da je to obdobje treba prikazati zato, ker se tako močno manifestira na mnogih koncih jugonostalgija. Ne. Sej, meni je logično, zakaj stari ljudje gledajo na preteklost z neko simpatijo. Sej, ženin od moje žene staroče je rekel Franc Jožef Tabol, ne? Normalno, ne? Mladi smo bili, pa tako naprej, ne? Ampak jaz sem pa študiral, sem prebral vse te zapisnike CK-ja, pa Zvezdne partije, pa tako naprej, pa sodne arhive in tako in rekel bi jih malo spet zbolel, no, tako diva je ta vsebina. Ampak o tem takrat, ko bo išlo. Prav, Miha, zdaj bomo pa povabili prisotne, da mogoče kakšno stvar vprašajo, kar jih seveda zanima. Pa verjamem, da marsikoga kaj zanima. Vprašajte lahko karkoli. Pa bi dal... Milan, ti si bil že nekaj glasen? Ja, jaz sem prišel, sem Milan Narat. No, sej, lej. Zaposlen, ker ste bili še leta 90, predsednik izvršnega sveta občine Domžale zaposlen. Pa Demos. Vse je vrš tam in te predavljamo. Mi smo dobili, jaz vem, da se boste izognili temu. Nikdar še nismo dobili te potrditve.
Veste, da je bilo na križu preko 90 letih povarja, ker je Jugovojska poklicala svoje poveljnike partizanskih enot. Bivši, od major poveljniki bataljonov, brigad in ostalih, ali kot so oni rekli, do Zakrajška, direktorja Stola in vas recimo, in je bilo celo omenjeno, da bo prišlo do konflikta in v tem konfliktu bo prevzel oblast v občini Domžale, doktor, veste kdo, ne? Kdo? To zanima, kdo je stopil v tak izbor, pa to vam osebno povedal, a ste v tem sploh seznani ali niste bili to zanikali? Zdaj vas nisem dobro razumel. Leta 90, Ja. pred plebiscitom, so vojaški organi bivši To vem, ja. sklicali sestanek. Ampak tega zadnjega dela nisem razumel. Ja, mi smo dobili povratno informacijo, da tako rečemo teritorijalno obrambo, tudi od oseb, ki so bile na tem sestanku, so tudi povedali, kje osebe so bile, kateri so ga navedli, eno osebo ste zastopil, direktor Stola Zakrajšek, nadalje še ki druge do Ljubljanske banke, da not rekel, ne, je bilo povedano, da so vas predlagali, ne, za vršilca dolžnosti oblasti Jugoslovanske vojske, ko bodo Slovenijo zavzeli Slovenijo. Ali to drži ali ne? Ne. A je kdo stopil z vami v kontakt? Veste, kako je? Ena od temeljnih funkcij tajnih služb so dezinformacije. Ja, to je kontraobveščevalno, to mi je jasno. Ne? Znam. In recimo, služba državne varnosti je sama ustanovila revijo, ali pa društvo tudi, Alternative recimo, ne? Da je v njo potegnila vse tiste, ki mislijo svojo glavo. In so imeli vse tiste, ki recimo je bil Pučnik, Jančar, Šeligo in tako naprej, ne? Intelektualce, in oni so rekli, oblast nam je dovolila, da pišemo po svoje. Rezultat je bil, Pučnik je dobil 9 let. Ne? Kaj hočem povedati? Teh metod je bilo ogromno. In mene je zanimalo, kaj se bo zgodilo, ko se bodo arhivi v Beogradu sprostili in bomo morda dobili kaj od tega, kaj tam not piše. Ne? Ker je meni so grozili nič kolikrat, veste. To je bolj, da ne govorim o tem, ne? Ampak na koncu se je izkazalo, da ni, ne? Da nič ne drži, da je to vse tako, ne? Ne, to je čista dezinformacija. Ja, jasno, da se je bilo, nam je bilo jasno, bili ste 30 razvojni, je bilo vse jasno, odkje so dobili podatki. Mi smo to pol iskali, tudi po naši strani, še preden ste vi postal. Drugo vprašanje bi pa imel, pokaj ste pa postal glavni šef. Kaj ste naredili z arhivi bivše državne varnosti? Kje ste ga uničevali? To vi veste, kje ste ga uničevali. Sem pa tudi jaz prisoten, ki sem slučajno to videl, to je na teh vsega Bekrih to pisal in to je zopet bilo v naši občini. Glejte, jaz sem malo prej povedal, da sem se ukvarjal prav s tem vprašanjem. Kaj se je zgodilo z arhivi? Jaz sem prišel tja novembra 90. Največje uničevanje dokumentacije službe državne varnosti se je odvijalo v letu 89 in pred volitvam, to se pravi do aprila 90, ko je bil še šef Ivan Eržin. Komanda je bila in so dejansko ogromno uničili. Jaz sem imel eno mečkano ekipo 2-3 ljudi, pa glavnega arhivarja, in smo se skušali pogovoriti o teh stvareh. Zato, ker je bilo v Kočevski reki uničeno, v Brezovcu, kako se je že rekli, ne? So rekli, se ni bilo nič posebnega. Ljudje so pa povedali, da se je takrat, ker oni imajo centralno ogrevanje Kočevske reke, ne? Na Žagi, ne? Je peč in potem z odpadki tam kurijo, pa imajo ljudje ogrevanje. Ne?
da so v tisti peči kurili tako, da se je pregrela, ker se je mudilo. To se pravi, da so to delali v prvih mesecih leta 90. Ne? Jaz sem tako videl, koliko je ura in sem poklical Ljerko Bizilj na televizijo, naj pride pogledat, da so še v času, ko sem, torej novembra meseca, ko sem prišel tja, da so posneli prazne police. Potem smo jih poslali dol, ne, da so tam videli, da je prazno. Ne. Jaz sem prepričan, da obstajajo dokumenti, veste. Jaz to vem, da obstajajo. Zdaj se hoče povedati, da ste tudi v času vašega vodenja ste uničevali arhiv. To pa jaz ne vem. Niso delali brez vašega. Dajte no. Seveda so. A vi mislite, da jaz sem videl, ne, takole, ne, ko sem jih gledal te ljudi. Ne. Prej so lahko počeli marsikaj, potem pa niso mogli več. In kdor ni imel rezultatov, ne, za nagrado. Ne, Pa mi zamerimo zdaj, mi smo se borili 91. Državna varnost, mladi fanti, ne bom zdaj delal izprinkam, jaz sem vsak hočel povedati, jaz sem bil priča in imam tudi ostale priče. Smo gledali uničevanje arhiva državne varnosti, papirnici Količev, karton zdaj. Ta oseba je za nagrado, čez pol leta, leta 22, ko je pri 34-35 leti starosti, ne delovne dobe. ne drži. Drži. Najmlajši, ki smo ga mi penzionirali, maja 91, je bil star 45 let. Jaz sem rekel 92, do 22. V času, ko sem, to se pravi, jaz sem bil do, tam enkrat, že pozabil, tam je Drnovškova vlada, bila se pravi, 93. februarja 93 sem je šel. Ne? Ampak v tem času mi nismo uničevali dokumentacije. Ne da bi jaz ukazal kaj tazga. Jaz sem pa raziskoval, kje je kaj, ne? Ja, bilo je to. Ampak morate vedeti, ne? Obstaja fotoposnetek. To je velik posnetek, pa zakaj niste tega nikoli povedali? Sem zato danes prišel sem, da to vprašam vas. Ne, pa lejte, mene to kar naprej sprašujejo. In prvič slišim kaj tazga. Ne, in bi prav reči, zdaj, ko ste mi to, se moram spomniti, koliko se je pisal šef arhiva, da ga malo povprašam, kako je s tem. Je pa res, da smo v skladu z zakonom državnemu arhivu predajali postopno kar obsežne fajle, torej zbirke dokumentov, ki so še danes tam in so dostopni. Razen tistih, ki po zakonu še niso, ne, se veste, 70 let pa ne vem kaj, ne, od rojstva. Ne? Izvolite. Glede na te knjige, jaz se tukaj ukvarjate že 20 let. Ne. In me zanima, predvsem, kako vi, če ste kaj študirali značajske lastnosti teh ljudi, oziroma osebnostne strukture teh ljudi, ki nastopajo recimo v teh hudovskih zgodbah. Ne. Ker osebnostna struktura teh ljudi je zelo zanimiva. Večinoma tangirajo, da bom kratek, k antisocialni osebnostni strukturi človeka. Ne? Kar pa je bistveno za antisocialno osebnostnega strukturo človeka, je pa to, da ne občuti krivde. To pomeni, če ne občuti krivde, če preprosto govorim, kot da računalnik ne bi imel programa, recimo ne more delati na tem programu, ne? In vedno, ko bi mogel začutiti krivdo, pade v vlogo žrtve. Ne? In veliko antisocialnih ljudi, prve kategorije so prav politiki. Recimo. Ampak za politike je značilna ena čudovita lastnost, da oni imajo to igralsko sposobnost, da točno vejo, kam lahko grejo in se tam ustavijo. Ne? In tudi danes, če gledamo, vse to je ta kategorija zelo zanimivih stvari, ne? Če gledamo na televiziji dva, ki se pogovarjata z različnih poljev, jaz nisem uprevezen, ampak tako, ne? Na koncu sploh ne razumeš, ker nikoli nobeden ni nič kriv, vedno pa pade v vlogo žrtev, ne?
če ga nekdo napade, reče, ti si to naredil, ja sej oni so pa še toliko več naredili, ne? Zato, ker ta značajska kategorija, te ljudje, ki so delovali v udbi ali v teh službah, ne, to so ljudje, ki imajo točno značilno antisocialno strukturo ljudi, večinoma govorim, da sploh lahko funkcionirajo v teh službah, ne. In če ponovim, če ti nimaš občutka krivde, potem lahko počneš veliko stvari, ker ga ne, jih ne čutiš. Glede, to razumem, ja. To je ta, recimo, in to za to knjige, recimo, ki vi pišete, ne, se mi zdi pomembno, da poleg informacij, poleg zgodbe, je zelo pomembno, da se ugotovi ta osebnostna struktura. Ampak ne gre samo za osebnostno strukturo, gre še na kako globoka je ta osebnostna struktura na premici. Ali gre na osebnostno strukturo, ali pa že motno. To je pa zelo velika kategorija, ker potem se pa tam dogajajo svinarije. Torej, Ta vidik me zanima, kako ste se vi soočili s tem značajskimi lastnostmi ljudi, s katerim ste funkcionirali v tem obdobju, recimo, ne? Glede, jaz sem vedel, ne, da je recimo Bavčar, pa, ali pa recimo Kučan tudi, ne, da so vedeli marsikaj, kar se je v službi dogajalo, pa jim jaz nisem povedal. Ne, to se pravi, to nekdo drug bil, ne? Verjetno moj namestnik, ker je pač v udbi bil 45 let. Ne? Jaz nisem imel časa, da bi se ukvarjal s tem. Ampak, ko sem se z ljudmi pogovarjal tako, ne, sem se pa veliko. Ker sem uvedel tudi obvezno izobraževanje in ko je bilo obvezno izobraževanje, sem tudi videl, kakšni kalibri so to. Ne? Da bi bili tisti, da bi imeli krvave roke, nobenega tacga nisem spoznal. Bili pa so taki, ki so se izživljali, ne? Zlorabljali svoj položaj. Izsiljevali ljudi, ženske in tako naprej. Ne? Nisem pa absolutno imel minute časa, da bi se posvetil zelo tehtnemu vprašanju, ki ste ga postavili. Vem pa nekaj drugega. Ko sem študiral, kaj se... Ampak zdaj, ko imate čas, ne? Ker pišete, bi bilo pa to zanimivo. Ja, saj mogoče bom kaj naredil na tem. Hočem samo to povedati, ne? Mene je zanimala usoda ljudi, ki so izvajali poboje leta 1945. Na Kočevskem pa po Sloveniji, ne? Tega imamo veliko. Kdo je bil odredbodajalec, je popolnoma jasno. Tisti, ki je bil pač minister za notranje zadeve po današnjem, ne? Pa tako naprej. Ne? Torej, odgovornost Tita in tovarišev je tukaj nesporna, ne? Nismo vedeli ta namer. Ne? Ampak mene zanima, te morilci, ne? Ki so tako grozne stvari počeli, kaj se z njimi zgodilo? V zaščitni enoti slovenskega vojaško-političnega vodstva, ne, v 27. brigadi, kjer sem bil v štabu, je bil poveljnik Miloš Zabukovc, pokojni. Dobžalča. Prosim? Dobžalča, niste kot vi. In je zelo veliko pil, ne, pa po noči je revel, pa tako. In pa sem se malo zanimal, ne, ti kočevarji pa tam so mi povedali, on je bil ne samo v Drvarju ranjen takole, ne, in tako naprej, ne, ampak je bil tudi eden od tistih, ki so počistili del kočevarjev. Ne. Kaj se je pa zgodilo s tistimi, ki so recimo pobijali te boge ljudi, ki so jih Britanci vrnili? Ne. Marsikdo je znoril, dobesedno znoril, zapili so se več ali manj vsi. Neki so jih pa tudi pospravili, ne? Čisto enostavno. Ker če izvajalce ubiješ, pol je na priča manj, ne, se stvari malo zameglijo. To je identičen model, kakršen je bil v Stalinovem času. Ker se pa te strukturne stvari tiče, ne,
je pa ena silno zanimiva stvar. Vsi ti ljudje so vedeli, da je to narobe. Ampak, če gre za našo stvar, je to treba storiti, vse to so vendar izdajalci in tako naprej, naša domovina je ogrožena in take stvari, ne? In so enostavno odmislili vse ostalo. Potem so pa vse te grozote, ki so jih povzročili, prišle za njimi. In so ljudje pač imeli hude probleme pol, ne. Ampak to je, o tem je veliko napisanega za Rusijo, ne, torej Sovjetsko zvezo, pri nas pa nič, kakor vem. Pa še oprostite, še nekaj. Tek so gradili Gotenico, ne. Kaj bi rekel, za slovensko politično vodstvo, ne, za atomsko vojno, recimo, ne. To so bili sami Albanci v glavnem. Ne. Pohištvo je bilo iz stola, ampak niso vedeli, za kam to delajo. A tam so bili v glavnem Albanci in vsi te, ki so bili tam, so bili več ali manj ali sirote, ali so bili kakšni reveži, ali ne vem kaj, ne. In so jih potem razselili po Jugoslaviji nekam, kaj se je z njim zgodilo, ne. To je podobno pri vseh teh zadevah, ne. Ampak to, kar ste upozorili, to je zanimiva tema. Mene je zanimivo, da 91. leta ni bilo več krvavih rok, če bi tako rekel. Ja. Ker pobijali so pa večino 45. leta, to pa so bili že antisocialni ljudje četrte kategorije, ki so pa psihopati. Oni so pa, to je več kategorij, ne, antisocialni. In tukaj gre za, recimo, 91. leta, jasno pa tega, mislim, ni bilo. Ja, glede. To pa isto, je pa isto, Samo še to rečem. V vsaki družbi je nek odstotek nadarjenih ljudi, pametnih in takih, ne. Potem velik srednji razred je bil še včasih, zdaj ga že ni več toliko, ne. Potem je delavski razred, recimo, in tako naprej, ne, in navzdol. Čisto na dnu je pa drhal. In tudi danes imamo drhal. To ni nekaj, kar bi bilo novo. Od nekdaj, če berete Platona, ne, jaz ga imam zelo v čislih, priznam, on o tem obširno piše. Ne. In, veste, vsaka politika uporabi za najbolj umazan posel drhal, ker drugi sploh ne bi tega mogel storiti. Tako. Lahko končamo, ne? Ja. Miha, hvala lepa, no. Malenkost. Jaz upam, da vam je bilo vsaj, da ste kakšno novo informacijo izvedeli, pa da vam ni bilo žal, ko ste tole uro pa pol prebili tle v knjižnici, kot kakšen knjižni mol, ampak glejte, tako je življenje. Miha, hvala lepa. Zdaj pa vse skupaj vam na kakšen kozarček, lahko vino, lahko pa tudi voda, tudi to imamo, tako da ni problema. Hvala lepa. To so preobširne teme, ne? Ja, vem.